Kaj je najlepše zadati za darilo moškemu od rožice? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast Slovenije, šali podcast komentarji, subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes na ta lep sončen dan. Danes, kot vidite, smo v takem čudovitem okolišu. Nahajamo se na Škofijah, blizu Trsta. Na njivi od Jurotovega nonota. In one. Danes je z nami Jan Robin, ki se ukvarja z rožicami, ukvarja se tudi s kemijo. To lahko ugotovimo ali vemo. In je tudi prodajalec kemikalij. Tako da, če rabite kakšne kemikalije, pristopite do njega. To pa je njegova knjiga, ki se kliče Ne pozabi na rože, hashtag. Dober dan, kako smo? Živijo, zdravo. Zelo prijetno, veter narahlo pihlja, temperatura okoli 30 stopinj, von po morju, skratka, boljše ne bi moglo biti. Je prav lepo tle, ki piha? Jaz mislim, da bi lahko bilo še boljše. Zdaj, ne vem kako, tle bi manjka en bazen. Noge v bazenu, Noge v bazenu, Ena masažica, masaže Anja. Čeknit. In da bi še nekaj jedli, mogoče vmes, El Toro Steakhouse, pa frizurca bi lahko bila malo boljša, Barbarian Squad, Barbarian Cekite. Šara celi škvadri. V glavnem, ti ne veš, kakšna čast je, da ga imamo mi danes tukaj. Ja, dobro, se ni nič takega, da sem prišel. Ali... Njega, Jure. Ker je rekel, da gre na en podcast, eden in nedelj nikoli več ne prišel k nam. Res? Je tako? Ja, upam, da ne bom še tega obžaloval, ampak ja, okej. Počasi. Ja nič, prvadi začnemo s tem, kaj je bil kaj tvoj teden, kaj si kaj počel? Moj teden, ta teden imam dopust, tako da dosti na easy. Tudi kar se tiče postanja na Instagramu, en tak res umiritev, kakšna knjiga za prebrati malo več. Drugače se pa ukvarjam z opremljanjem novega stanovanja, tudi nekaj komunikacije z mojstri in tako naprej, ampak načeloma pa dost na easy. No. Si zdaj lastnik svoje nepremičnine? Ja, wow. Ja? Sem. Ja. Bravo, čestitke. To forte, ja še nisem, ta niti, ne? Tako da... Ja, pa ste mlajša, ampak imate še čas, tako da brez skrbi. V Ljubljani? V Ljubljani, v centru. To pa je, ne? To pa ni het. S parkirnim placom. Seveda. No, ne pretiravamo, ampak ja. To je luksus, stari. Zdaj, ki kupuje moj stric, kupuje stanovanje tipo 10 jurjev za en parking, da imaš zraven. Ja. To je še malo realno. Ljubljana Ja, več kot 10 jurjev Ljubljani parking. Ljubljani so stvari nepremičnine zblaznele. No. Jaz sem hvaležen, da naš stanovanje prišlo z garažno hišo. Super. Če je parking, ga parkiraš. V katerem si bil rojen? Ali? Parkir na mestu? Ne, v stanovanju. Ne, sem se preselil iz Ankarana, Markovec. Kaj si ti živel v Ankaranu? 3 leta. Maja. Jaz sem bil tvoj sosed, te na ulico nižje. Kje je nižje, ali više? Ne, nižje, po Klancu nekje nižje. Torej, stop lokacije v bistvu na vas. Ne, iz Ankarana, in zdaj sem in the hills, lahko rečemo. Markovec je lep na hribu, ne, prosim. V glavnem, dovolj o nas. Poveš, čem se ti ukvarjaš? Verjetno vzrok, da sta me povabila, so rastline, Botanist by Heart, moj Instagram, marsikdo verjetno že pozna. Ukvarjam se s stiliranjem rastlin. Stiliranje rastlin? Ja. Kaj jih oblečeš? Kaj to pomeni stiliranje rastlin? Stiliranje v bistvu stanovanja z rastlinami. Oziroma stiliranje rastlin. Home dekor z rožicami. Tako nekako, ampak tu gre v bistvu za malo več kot to, da pač kupiš rastlino, jo daš v en fancy lonc, pa jo postaviš v bistvu na okensko polico, ampak v bistvu gre za tudi ta celoten aspekt, ne? Kam jo moraš postaviti, da boš imel pač ti od rastline čim več, oziroma da bo ona imela od tebe čim več. Ne? Tu pač obstajata dva pola ljudi, ne? Eni razmišljajo v tem smislu, prinesel bom rastlino domov, jo dal v svoje stanovanje in naj se ona privadi na moje pogoje, ne? In te zgodbe se navadno klavrno končajo. Moj aspekt je pa ta, da moraš ti prvo se poglobiti vase v smislu, da razmišljaš, koliko imaš sploh časa, kakšno rastlino želiš in tako naprej, ne? In potem iz tega izločiti. In ko jo prineseš domov, ji daš čim boljše možne pogoje, kot jih ima v naravi. Ne? Ker mi se moramo zavedati, da sobne rastline so konstrukt, ki smo si ga
pač ustvarili. Ne? Sobna rastlina v naravi ne obstaja. Ne greš vam pa rečeš, to je pa sobna rastlina. Ne, mi smo v bistvu del narave, želimo imeti v svojih stanovanjih, ker nas to pač pomirja, ker je to super hobi in tako naprej. Kako si izbrati rastlino? Praviš zdaj, štekam, da psa zbereš, jaz sem miren človek, rabim mirenega psa, sem živahni, rabim živahnega. Kaj ni rastlina? Ki praviš, imaš toliko različnih aspektov, toliko razlož. Ja, torej, seveda ni tako preprosto. Gre za to, da torej jaz bi si želel imeti, ne vem, mogoče bolj eksotično, nekdo bi si želel imeti, ne vem, mogoče bolj kaktejo, ampak tu moramo prvo pogledati, kje živiš. Okay. Torej, ti živiš, ne vem, v nekem majhnem stanovanju z atrijsko orientiran oziroma v atrij orientiran dnevni prostor, kar pomeni, da imaš verjetno samo, torej severna stran stanovanja, ne? Kar pomeni, da sonce skoraj da ne posije not, to pomeni, da že en zelo velik delež rastlin odpade. Aha, okay. Potem ti imaš okno, kjer ni definirane police, torej brez police, to pomeni, da moraš imeti rastlino že, ne vem, na nekem stolu, na neki omarici 1 meter stran. To pomeni spet manj svetlobe in tako naprej. Zdaj pa vidiva, da v bistvu ti razen neke praproti. Kaj je to? Praprot. Praprot. Ja, sobna, Boston Fern, navadno rečejo, ne moreš imeti. Kar pomeni, da če boš ti tja dal neko kaktejo, bo sicer vegetirala nekaj časa, potem po možnosti po zimi jo boš malo preveč zalil, pa boš začele gniti korenine in tako naprej, ker nikoli ne posije. Sonce se ne bo razvijala in čez 1 leto bo klavrno propadla. Kakteja je, kakšna to je družina rastlin? Ja, kakteje sukulente, v bistvu kakteje je nad družina, ampak ja, to not med kakteje uvrščamo pač kaktuse, kot sukulente pa potem poznamo, ne vem, od kaktus, denarja oziroma krasuljo, pa ne vem, agave, aloje in tako naprej. Torej vse, ki ima vodne neke, so zbira vodo v listih. Ja, ki so zelo na dotik ali pa na videz zelo kompaktne, ker pa pač prenesejo zelo težke razmere. Je pa res tu ena stvar, ki ljudje večkrat mislijo napak, da pač, jaz imam teraso, zelo veliko sonca, dajmo kaktuse ven, super. Ampak moramo se zavedati, da tudi ti kaktusi čez poletje, sploh zdaj, ko imamo pač tako vročino, potrebujejo zalivanja veliko. Zakaj? Ker je tam v enem malem loncu in tisti lonček se v 2-3 urah na soncu totalno izsuši. To pomeni, da moraš tudi kaktus v taki vročini zalivati vsak dan. Po možnosti 2-krat na dan škropiti, zjutraj, zvečer, ker je tako močno izhlapevanje, da pa pač enostavno ne bo preživel. Zakaj? Ker v naravi ima ta kaktus 1-2 metra ali celo več dolge korenine in on lahko od ne vem kot črpa to vodo in zaloge. Ker ga imamo mi v majhnem terakota lončku, 2 uri posijalo sonce, je to, kada nisi nikoli zaliv. Skratka, razmišljati v tem kontekstu, ne pa reče, jaz sem imel kaktus na soncu, pa je pač umrl. Ja, zakaj? Zato, ker si ga pustil tam cel teden, pa ga nisi zalil. Povej, kaj si nam prinesel, tako bom rekel. Torej, če greste na Instagram, boste videli, da ena bolj izpostavljenih rastlin je definitivno pileja. Moji sledilci so jo pred leti označili za Mother Pilejo, torej verjamem oziroma po vseh fotografijah in virih mislim, da imam doma pač eno največjih pilej na svetu. Upam, da bo drugo leto za predstavo 1,5 metra visoka. No, to je ti potle lonček, član ima tako. Njen mladiček. Ko bo čas za to, se bom posvetil in bi rad upisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Skratka, pileja gre za eno bolj fotogeničnih sobnih rastlin. Mislim, da #pileja, da je zdaj že čez 500 000, skratka, dosti zaželjena, mogoče pa v letih tam 90-ih že počasi pozabljena. Rastlina, ki se jo je do prednedavnim dosti težko dalo kupiti, ker pač enostavno vrtnarji niso v njej videli neke hude komercialne koristi. Gre pa za rastlino, kjer me je blazno fascinirala ta izvor oziroma povezava med profesionalnim in pa laičnim
vrtnarstvo. To je rastlina, ki bi jo po ocenah, 1945 norveški misionar svoje poti iz torej kitajske province Janan prenesel preko Indije v Skandinavijo. Kitajska roba. Kitajska. In ob tem že seveda mladičke dajo naprej, in potem so šele okrog 70-ih oziroma 80-ih v Veliki Britaniji začeli ugotavljati, kaj bi to za ena rastlina bila. Poslali ne vem koliko pisem okoli ljudem, na kak način je prišla do Velike Britanije, kako je prišla v Evropo in tako naprej. In potem so prišli do te zgodbe. V bistvu v Veliko Britanijo bi naj prišla na način, da je ena punca iz Danske podarila družini kot zahvalo. Tam je delala kot varuška au pair. In tako je prišla v Veliko Britanijo in potem nazaj preko Švedske, v glavnem, da so prišli do tega misionarja in tako naj bi prišla v Skandinavijo, kjer je bila zelo pogosta sobna rastlina. No. K nam je pa v bistvu prišla dost pozno. In jaz sem vesel, da sem jo nekako uživel in da sem jo mogoče spet malo spolariziral. Evo nas nazaj, male tehnične težave, veter, fuck you. Veter je ključen za razmnoževanje rastlin. Vetrocvetke, seveda. Hvala veter, se upravičujem veter. V glavnem Pilea prihaja iz Kitajske. Točno. Povej nam ti Štore, kako si dobil to tvojo veliko Pileo. Huge Pileo, ja. Torej, bilo je decembra, pred korono, 2018. Moji starši so šli oziroma še vedno delajo sami klobase. In potem je te klobase treba kaditi. Korošci rečemo zelhat. Kako rečete Primorci? Dimit, ja. In ta starka, daljna soseda, Greti, je to počela. In moja starša sta pač tja odnesla to meso in ob tem na stopnišču zagledala to rastlino. In potem pridem jaz za vikend domov in neka družba in smo se o tem pogovarjali, neki rastline, ono tretjo. In začnem mama to zgodbo, da je pač pri Greti videla eno največjih pilej na svetu. Ok, koliko je bilo to veliko takrat? Takrat je bila tam rečemo 60-70 centimetrov, brez posode. Markantno velika. In potem jaz začnem na Instagramu kazati pileja in ona reče, ne, večja. Jaz sem wow, noro. In se začnemo za to družbo pogovarjati, a misliš, da bi mi jo prodala, skratka, stave pobirati. In naslednji dan, torej ona dva gresta po to meso in jaz rečem, ok, grem jaz z njima. Pač potem tam zaglumim, da sem kao zagledal to rožo in bomo videli, kako se je stvar izpletla oziroma spletla. In potem grem še preden gremo tja, grem še jaz na bankomat, zvignem 100 evrov in gremo gor in potem jaz tam odigram in to rastlino, wow, in ona reče, joj, če se ti pa to kdo pade, ti pa lahko dam en majhen poganjek, a ne? Ne, jaz hočem vse. In takrat sem bil pred tisto situacijo. It's now or never. Okay. In jaz rečem, a bi mi jo prodal? Meni se to kdo pade, jaz bi jo kupil. In potem ona šokirana, mislim, pač ni pričakovala tega, da se meni dejansko ta rastlina to kdo pade. Pa reče, ja ne, to pa ti ne morem prodati, dam ti jo. In ono, wow, noro, rastlino damo v avto, se pripeljamo domov in reče mama, nobene fotke niste naredili. In jaz ko, fuck, moramo. Mislim, dobiš v dar huge pilejo, mislim, to je stvar, ki bo ostala. Kako je to vredno, recimo, tako? Ja, če mene vprašaš, je neprecenljivo. Zdaj, na kakšni dražbi, težko rečem. To govorimo 1000 evrov? Jaz mislim, da v par 1000 evrih, če bi bila predstavljena pravi publiki nekemu zbiralcu ali tako. Mi moramo vedeti, da v bistvu po njeni oceni je bila takrat stara 10 let nekje,
Zdaj mi jo imamo 6. leto, 3-krat večja, kot je bila. Kar je ti prav tudi vredno. Ja, in to je tisto, kar tudi dela vrednost rastline. Ne? Ti si se 16 let z rastlino ukvarjal, če pretiravam 24/7, ampak ja, se potem, če bomo šli v skrb, lahko detaljno povem, kako se dejansko ukvarjamo z njo, sicer večji del moji starši, ker je še vedno na Koroškem, večkrat v šali rečejo, da je v reji in glede na to, da je v reji, hudičevo dobro gre. No in potem pridemo mi domov brez fotografije in hvala Bogu, da so tudi moji starši za akcijo in se usedemo nazaj v avto, peljemo gor, pozvonimo in ona reče, kaj pa zdaj pa rečem, pač jaz bi se rad fotografiral z vami. In res naredimo fotko in potem jo objavim in ta fotka je pač požela tako nor odziv. Mislim, da več kot 500 komentarjev pošerana. Skratka, res ljudje niso še videli tako velike pileje in večina niti ni vedela, da lahko dejansko pileja zraste tako. To govorimo o taki, naprimer takrat, in vsi so pričakovali nekaj takega, kar so videli do zdaj. Ja, takrat torej 60 nekaj takega. Tako, in kar so drugi videli, je samo to. Ja, zdaj je pa pač to, to je gre v bistvu za 9 pilej, ki so odzadji, torej naravna rast pileje bi se v bistvu padla dol. Ker je pretežko steblo, pretežki listi in pade dol. Jaz pa pač to gojim ob palici, da raste gor. Ja. Lepo cveti, kot ta. In to še povem, no potem mi pa pač skrbimo za njo, itak jo spoznavaš, ne vidiš, kaj paše, kaj ne, ono tretjo. In malo v bistvu med korono, pa ker pač jaz živim na lokaciji, kjer ljudje hodijo mimo na pokopališče, je tudi ta soseda šla še potem enkrat mimo in jaz ji rečem, če pride pogledat rastlino in jo pride pogledat in mislim, ne bom nikoli pozabil tega njenega začudenja in ko je na koncu rekla, ful sem vesela, da sem jo dala v prave roke, ker deluje res hudo negovana. Je bilo to res. To je moglo biti. No. Tako da ja. To je tako kot upišem v knjigi eno najlepših božičnih daril. Kaj pa v naravi, kako veliko zraste? Mislim, kaj to nastane neki grmiček ali kaj? V naravi, kolikor sem pač jaz videl, niso bile nič kaj hudo velike, ker to, kar sem rekel, torej njena naravna rast je, da se upogne in potem iz tiste začnejo spet rastiti nove in je to v bistvu bolj tako kot podrast. Zdaj ne gre to za neko visoko rastlino. Ki si omenil knjigo, kaj pa je ta knjiga, da malo se dotaknemo tega? Ja, to so v bistvu pa moje zgodbe zbrane, gre v bistvu za priročnik, priročnik o rastlinah, ki je pa spisan na mal poseben način, da je vsaka zgodba, v bistvu da je vsaka rastlina povezana z neko zgodbo. Torej ni v klasičnem aspektu priročnika, ampak gre v bistvu za priročnik, ki se bere, to je to. Priročnik, ki se bere kot ko je lepa. V zgodbah. Potem pa čez eno stran pogledaš, kakšno je danes. Je zunaj. Čez poletje. Ja, to je ogromno. Kakšne veliki listi. Ja, torej 2-3 jo moramo. Listi so pa za mojo dlan. Wow. Ok, zakaj bi nekdo kupil tvojo knjigo? Kaj dobi not? Torej knjiga je namenjena vsem tistim, ki se šele odločajo, da bi imeli mogoče eno rastlino ali več v svojem stanovanju, ker bojo dobili te osnovne napotke glede zalivanja, glede gnojenja, glede svetlobe. Tisti, ki pa mogoče vejo več o rastlinah, pa bojo brali kot neke življenjske dogodivščine. Zgodbe, torej kaj se zgodilo, spletlo. V bistvu šele potem skozi oči drugih sem začel zaznavati, da pa veliko stvari je povezanih v mojem življenju z rastlinami in poskusimo to spisati na papir in potem res, ko sem začel pisati, šele vidiš, da dejansko je kar nekaj stvari zapovedati in za vsako zgodbo se je v bistvu odpirala neka nova. No. Tako
Tako da ja, sem vesel, da je to prišlo in se mi zdi, da je ena taka novodobna različica, ki manjka na knjižnih policah. Ker če gledamo knjige o rastlinah, imamo pač neke starejše, ki so sicer zelo močne v sami stroki podatkih. Sicer zelo veliko črno-belega v smislu rastlina je lahko na tem mestu in nikjer drugje, brez fotografij. Na drugi strani imamo pa novodobne knjige, kjer je ogromno fotografij z 2-3 stavki, ki so jo napisali nekdo, ki si je, 2018 kupil prvosobno rastlino. In tu je pa pač ta deficit informacij pa znanja. Tu se mi pa zdi, da je neka taka mešanica vsega. Kdaj pa si se ti začel ukvarjati s tem? Odkje je ta fascinantnost? Jaz to pač rečem, da od nekdaj, da pač če odraščaš starimi starši na podeželju, da je pa pač to del lifestyla tam, da pa pač to, da greš okopavati njivo, da pleješ, da vsadiš rastline, da obrezuješ in tako naprej, pa pač del nečesa tam na podeželju, verjetno. Kako si pol rata v Rožice in ne kmet? Jaz sem recimo tudi pomagal, ampak nisem nikoli se želel s tem ukvarjati, kot bi rekel. Ja, to imaš pa mogoče ker očitno ta zelen DNA je v meni, v nekom pa ne, ker poznam, ogromno ljudi so rekli, jaz sem v otroštvu mogel toliko pa toliko delati na njivi, videti ne moram več njive, ne bom nikoli v življenju imel vrta. Jaz sem pa pač imel očitno to malo bolj romantično predstavljeno. Zakaj pa potem sobne, pa to, ker pa pač sem šel študirati, sem šel v mestu, kjer pa pač nimaš več tega luksuza ogromnega vrta in tako naprej, in je pač ta narava, kot sem že prej rekel, edina možnost, da imaš nekako naravo doma, je pač so sobne rastline, lahko sicer greš v park, pa pač tam drevesa občuduješ, ampak je to popolnoma drugače, kot pa, ko imaš ti doma rastlino. Samo ima neko magijo, recimo moj nono ima tam en kaki in ima spodaj mizo in je vedno tam spodaj. Je neki, ko je drevo na tabo, je bolj tak občutek. Naredi. V bistvu mi rastlinam se mi zdi, da čisto premalo dajemo pozornosti in aspekta. Ja. Včasih rečem, da v bistvu, ko pridemo na svet, kaj dobi mamica, ki pač rodi otroka, dobi en šopek rastlin. In ko gremo iz tega sveta, ja, jaz sem včeraj kupil en šopek in 2 šopka rožic, recimo, Ja, si imel poseben dogodek. Ja, ampak recimo, In so bili zadovoljni. Ja, sigurno, Kaj veš, mogoče je to iz zgodovine? Iz kje je to prišlo, da damo rože, za rojstni dan in tako? Po mojem je to še praveka. Ampak kaj je roža? Ja, torej, to je pa pač roža je nek simbol lepote, življenja kot takega in ta del daš potem nekomu, in mu želiš, da se ob tem počuti dobro in kot nek lep dar. Ja, ampak tudi roža se mi zdi, da ima tudi ta minljivost je nekako, Recimo, to je pa potem, če gledamo zdaj, ne vem, a ti jaz poklonim drevo, pač pravijo, da pravi moški si, če imaš potomca, če greš, mislim, Slovenci smo še dali ta Triglav, če napišeš knjigo in če zasadiš drevo. In tudi drevo je kot neke vrste simbol modrosti, večnosti, medtem ko pri tem rezanem cvetu je pa pač tudi ta menljivost. Zakaj je nek šopek vrtnic tako markanten, Zato, ker verjetno tista lepota je v tistem momentu, v situaciji, veš pa, da čez en teden bo to šlo. Kako naredite en nasvet za vse tipe ženske, ki dobijo rožice? Kako narediti, da traja? Jaz sem kupil enkrat eni pupi rožice, so trajale 3 tedne vrtnice. Kako, ne vem. Niti ni point, da traja, se mi zdi. Ali? Se to jaz ne vem, To je en del z rastlinami, ki mi največ manjka informacij, oziroma se nikoli z njim kot tak nisem ukvarjal, torej floristika, rezano cvetje, šopki, aranžerstvo v tem kontekstu. Tako da bi bilo potrebno vprašati, nekateri pravijo, da se doda salicilna kislina, ki je v eni od tablet, ki jih ljudje pogosto jemljejo proti bolečinam, pa ga ne bom imenoval, da ne bomo delali reklame. Drugi pravijo, da topla oziroma vroča voda na začetku in tako naprej. Skratka, tu se nisem nikoli hudo poglabljal.
Je pa verjetno odvisno tudi od rastline kot take. No. Kaj je najlepše za dati za darilo moškemu od rožice? Kaj se spodobi dati moškemu? Mislim, kaj se spodobi, kaj se ne, nisem na piedestalu, da to ocenim. Za punce drevo, če je možnost, neko drevo je meni zelo lepo. Da ti nekdo da drevo, to je kar jako. Ja, samo če si v stanovanju. Ja, Klint, da če si v stanovanju. Ja, če ima sej nek košček, ne vem, balkon, teraso, potem se lahko s tem še vedno poigraš, pa en zelo lep tego. Kaj bi bilo pa najslabše deluje, pa daš neko žival, tipo zlato ribico. To je pa najslabše darilo. To bi dal za darilo. Ja, tu daš nekomu, ki ga hejtaš. Ki ga hejtaš, daš ribo, da mora skrbeti. Pravijo sicer, da ne smeš torej, ostrih stvari podarjati, ne? Tipa, ne vem, kakteje, nožev in tako naprej. Vseeno se mi zdi, da če je nekdo navdušen nad tem, zakaj ne? Ja. Jaz se spomnim, mi smo dali našim razredničarkom osnovni vsako leto kaktus z unimi veš kamenčki. To je bilo ful moderno, da se dajo darila. Ja. Ne, taka sukulenca se mi zdi, da je čisto simpatična. Zdaj pač, da ni nekih hudih bodic, pa tako. No. Se mi zdi, da nikoli ne moreš zgrešiti, razen če veš a priori, da pač gre za neko osebo, ki ne mara. Jaz večkrat doživim, da ne vem, pridem v kakšno družbo na novo, se predstavljamo in potem reče nekdo, ja, Jan ima pa ful rastlin ali nekaj v tem smislu. In potem mi nekdo takoj pove iz prve, jaz nimam niti ene, ali pa jaz pobijam vse rastline. In sicer ne vem, kaj ljudje od mene potem v tistem trenutku želijo, ampak... Ne, da ti pove, nič ne bo to. Midva nimava... skupnega, čau, vozi. Mnenje o veganih? Podpiramo, ne podpiramo. Vsekakor. Podpiramo, spoštujemo v bistvu vse. Dokler spoštujejo ljudje nas, mi spoštujemo druge, tako da... No, te me zanima tako. Zdaj recimo, jaz živim sam in bi rad imel rastline doma. Kako se tega zdaj lotiti torej? Recimo, jaz sem šel na ta nivo rastlin, ki jih ne rabim skrbeti za njih in bojo žive. To, mislim, recimo, da če ne zalijem 2 tedna, bo živa. Ne? Ja, tako. Ja. Recimo, ne? To je zdaj moj nivo rastline. Torej, Jure, zdaj bi imel rože, ma nočem nič ne tikat, ne gledati ne nič. Take rože, ki ne rabijo toliko pozornosti, ne? Ampak skaj bi pol imel? Star pregovor pravi, da manj pozornosti, ko jim damo, bolj raste. Ja, res, vse rastejo žive, samo... Ja, pretirano in zalivanje, in gnojenje, in ukvarjanje je lahko včasih problematično. Sploh preveč zalivanje. Zalivanje, to je v 80% problem, da naše odmrejo. Torej, v prvi vrsti, če res nimajo in so zelo na ležerno, lahko pokličejo mene in grem z njimi skozi stanovanje, gremo skupaj na kup in potem pač zberemo to, da bo vsem pogodu. Drugače pa greš, ne vem, dobiš neko knjigo, greš na splet, preveriš. Ja, sem šel pogledati, katere rastline so najmanj zahtevne. Manj zahtevne in potem pa pač tudi malo, kot sva že prej rekla, opazuješ oziroma veš, kako imaš orientirano stanovanje, ki imaš prostor in potem pa pač prideš in začneš z njo živeti. Je pa pač treba poudariti, da za rastlinam je tudi ogromno dela. Jaz pač se tem hobijsko ukvarjam, kar pomeni, da na koncu tedna ne grem skalkulirati, koliko ur sem se dejansko ukvarjal, ampak zagotovo veliko. Ja, ti je užitek. Te sprostite, ni pa to, v času korone se je zelo jasno videlo. Ljudje so si množično opremljali stanovanja z rastlinami, potem, ko so pa videli, pa pač treba ogromno dela, časa in tako naprej, so pa začeli te rastline ali prodajati ali dajati sorodnikom znancev, v najslabšem primeru celo metati stran. Ampak ljudje rabimo in želimo imeti vsak dan enostavne rešitve. Dobro, ampak ajde. Predstavljaj si, da imamo eno stanovanje, ki je, jaz imam ful svetlo recimo, imam ful veliko okno in imam svetlo stanovanje vedno. Jaz ne rekel, da imaš ti svetlo. Ti nimaš sonce cel dan. Kaj? Ok, fora je, kot da si v senci. To je že opredeljeno. Kot da bi zdaj ti rekel, tle sonce. Ne, lovki si v senci, naprimer. Torej, mi moramo ločiti med svetlo pa sončno. Ok. Ja. Ti imaš svetlo. Dobro, ok, recimo svetlo, ok, recimo svetlo. Ja, za večino rastline je perfektna jutranje direktno sonce. To mehko mu rečemo. To imam jaz, recimo. Ja. In ko vprašajo, kje naj bojo, čim bliže oknu.
Čim bliže obrnejo listi, so obrnjeni tam proti čim oknu. bliže kot je okno, tem več ona lahko dobi. Moramo že vedeti, da itak okno nekaj svetlobe vzame. Ja. Potem pa z vsakim metrom je osvetljenost rastline bistveno manjša. Zato rastline, ne vem, v nek vogal, ki je 2-3 metra oddaljen od okna, ne pride dovolj. Pravijo, da je eno zelo preprosto pravilo je, da če se postavite na mesto, kjer bi radi imeli rastlino in od tam ne vidite neba, potem to ni primerno mesto za vašo rastlino. Aha, ampak recimo, dobro, moraš se dati v višino rastline. Ja, A ne jo. kolikor se le gre. No. Ja. Ja. Zdaj bo Jure po stanovanju. Ne, jaz sem postavil dobro rastline. Moje so dobro postavljene. Ja, večina pač gleda tu, da so zgolj neka dekoracija, Ja. pozabi pa potem na to, da je pač to živo bitje, ki rabi svetlobo, da se sprovede fotosinteza. Ti si se preselil v stanovanje in kaj si imel že s sabo rastline ali si začel ta hobi postopoma? Kako se je to šlo? Ja, nekaj jih je bilo, nekaj Si sem že jih dobil tudi v bistvu? dobil družinsko. Ne, Torej si imel 10 rastlin že v startu? Ja, vsaj. Aha, ti si tako Nekaj pa potem še novih, določen čas so bile določene bolj popularne in tako malo okrepiš svojo zbirko. Ne. Pa pač mene kot botanika po srcu, če prevedem, zanima tudi rastlina, kako se razmnožuje, kako bo reagirala, ne vem, na različen substrat, v smislu, ne vem, a je izključno vodni medij, a je v zemlji zelo visokim procentom perlita in tako naprej. Skratka, tudi malo ta research. In seveda, če ti ena rastlina zelo dobro uspeva, si jo želiš tudi potem razmnoževati. In seveda ta zbirka zelo hitro lahko raste do stopnje, ko je življenje z rastlinami postane kar malo. Se prilagajaš njim. Ja, bolj, lahko postane kar malo hudo. Ne? Sploh problem je, ko greš pač na dopust, ker moraš pač vedno z svojci nekako kombinirati. Kdaj bi lahko prišli in Tako bili pes, v mojem ne? stanovanju. Oh, fuck. Ja, zdaj ni sicer tako hudo, kot če imaš psa, no? Ampak vseeno je neka skrb. Ne? Mislim, za psa vsaj ga daš nekomu, ne? En teden do 4. Rastline pa pride mora en priti teden na je tebe, ne? lahko, Ja. ko si pa več časa odsoten, je pa potem problem. Sploh je problem, naprimer, terase, ker jaz imam tudi relativno veliko teraso in ob takem soncu je pa pač res potrebno vsakodnevno zalivanje. To je južno orientirano, to pomeni od 10 zjutraj do 6 zvečer v eno sonce in to brez tega, da je nekdo v mojem stanovanju za časa mojega dopusta pač ne gre. Ja, In to jaz pač, je neko žrtvovanje, oziroma pač moraš res imeti prijatelje starše, ki pa pač ti grejo zelo na roko. Koliko imaš rastlin zdaj okvirno? Štejem jih že zelo dolg, nekje 60. 60. Sobnih pa potem na terasi. Ampak se pravim, z leti grem bolj v smeri, da imaš manj rastlin, pa tiste res gledaš, da jih imaš skozi leta, kot pa, da imaš, ne vem, enormno količino rastlin, ker, kot smo prej rekli, lahko to postane potem že kar malo. Zoprno, ne? Ja. Ampak kako pa si to postavil, ta limit, da ti ne preseže? Ko si se to odločil? Večinoma mi ga domači postavijo, ampak sam pač vidiš, da je potem tudi preveč in se ne moreš posvetiti vsem isto dobro. Kot bi hotel, ne? Ja. Povejte meni, kaj je čar za takimi rožicami, ki so samo listi. Meni so rožice, ki imajo cvet, so mi ful lepe. In tipo, da imaš citruse in tako, da imaš nekaj, ki nekaj dobiš. Ali za jest, ali da še lepo zgleda barvito. Ja. Kaj je čar listov? Kaj je čar listov, je to, da je lepa skozi vso leto. Kar jaz, na primer, razumem. Citruse imam tudi na terasi in zelo lepo dela, leto že 10 limon. Razumem ta aspekt. Kar se pa cvetov tiče, je pa vedno to, da se mi zdi, da so te rastline impozantne, lepe samo tistih 14 dni, ostalo je pa dost klavrno. Medtem ko pri zelenih sobnih je pa wow, fascinantna je januarja, pa je lepa junija, pa je lepa decembra, pa je čudovita maja. A nimaš nekaj, da lahko tako posadiš, da ti cveti non-stop? Rastlina, ki bi non-stop cvetela, je ni. Je vedno ta neka umestna doba, odmrejo cvetovi in tako naprej. Ni.
seveda je to del. Torej, to ima folk doma te liste, ker so skozi Mislim, celo tudi leto. sej tudi pileja cveti, sej to ne bo pomote, tudi cveti, ampak ima ima cveti, ima zelo nemarkanten cvet. Se verjetno vsaka roža mora cveteti, Ja. drugače ne bi. Ja. Ja. Ne gre naprej. Ima zelo markanten, mislim, nima markantnega cveta in ga pač navadno vršičkamo, torej niti ne pustiš, da bi se hudo razvil. Od kje pa prihajajo lastnosti rož? Ti si meni dal eno posebno pilejo, Ja. vsaj tako si mi prodal, da prinaša denar in srečo. Torej, To si ti meni prodal in jaz si vzel vsak dan. Mi imamo več si imala porozica, daj mi več denar. rastlin, ki so tako imenovane prinašalke denarja. Torej, pileja je Chinese money plant. Zdaj boš dal milijončko, Jure. Potem imamo pa to money tree, kar navadno imenujejo to krasuljo, zelo taki mesnati sukulenta. In tudi pravijo, da je roža denarja zamja, ki jo pa verjetno poznata pod vzdevkom ali pa vedno je prva na seznamu rastlin, ki uspevajo v senčnih legah. Torej, relativno trdoživa rastlina. Zdaj mogoče na tem mestu dajmo upozoriti. Torej, rastlin za v temnih prostorih ni. To dobim ogromno vprašanj na Instagramih. Torej, če imate vi kopalnico brez dnevne svetlobe, potem tam lahko imate ali plastično, ali pa plesen. suh aranžma. Torej, osnova je fotosinteza, svetloba in od tam gremo naprej. Okay. Od kje je to, da prinaša denar? To je verjetno povezano s kakšno zgodbo. Domnevam, da oblika, a ne kovančki. List ko list. Ja, ni, ta je zelo okroglast. Je kar okrogel, ja. Vem, okay. Tako da verjetno izhaja iz tega. Vse, ki sem jih prej omenil, imajo neko denarju podobno obliko. Ta tvoja ogromna. Ja. Sklepam, da si milijonar zdaj. Prinaša ogromno denarja, ja. Okay, Ampak predvsem prinaša enega notranjega zadovoljstva, ki se mi zdi, da je v današnjem svetu torej, to zelo srečo ti da. pomembno. Ja. Okay. In tako kot jaz lahko, ne vem, marsikdo si ne more predstavljati, ker se pač, ne vem, poleti usedeš na teraso in jo opazuješ. Kakšno zadoščenje je to. Se ti ne vidiš samo rastline, ti vidiš vse, vrsto ja. let Tako kot, dela. ne vem, Ne? kolegica, ki je blazna v alpinizmu in planinarjenju, ne, ko ona, ne vem, pride na nek vrh in vidi ves ta razgled, verjetno doživlja iste stvari ali pa nekdo ob izjemno dobrem Ja, nisem razgled, je to avtu. delo za ta razgled. Ja. Kako pa recimo boš zdaj, verjetno vsako toliko novo rastlino nabaviš, ne? Kako izbereš naslednjo rastlino? Na podlagi česa? Je to sreča, je to slučaj? Ne, navadno pač grem pregledat tako, kaj, oziroma vidim, ker pa pač spremljam profilom, ki imajo ogromno tega in če je kakšna, ki me res fascinira, pa se mi zdi tako izziv, pa pač gre v to smerno. Gledaš tako po težavnosti, tudi če je kompleksno za jo vzrejati. Vprašanje je tudi, kaj je zahtevno. Ne vem, zelo poznana Cyperus papyrus, tale palmica. Bi rekli ljudje, da je ful zahtevna. Ne? Kaj v bistvu zahteva? Zahteva to, da je pač to močvirna rastlina, ki rabi biti 1/3 lonca konstantno v vodi. Zdaj, meni se zdi, da je to simpel, ker pač vedno veš kaj, a ne, torej mora biti na veliko sonca in vedno mora imeti vodo, nikoli je ne moreš preveč zaliti, nekdo bo pa rekel, to je ful zahtevna rastlina. Ja, ker moraš nas to vgledati, ne? Ja. Zdaj, kaj je pa tu zahtevno? Mislim, kaj je pa tu zahtevno, moraš pač ti kot sam se odločiti. Kaj je zate najbolj zahtevno pri rastlinah? Mislim, meni zahtevna rastlina je v tem smislu, da je zelo občutljiva tudi na samo lego, da ne moreš vplivati na neke stvari, ki ti ne moreš vplivati. Da niti prepiha ne prenaša, ne? In da jo prestaviš iz police v nek drug del, za zelo kratek čas, pa se lahko v bistvu zgodi hitro karkoli. No. Imel sem tole venerini lastki, rečejo, oziroma strokovno je to venerine lastki, ne nijas plenum. Ne bom se zdaj spomnil, v glavnem. To je bila zelo zahtevna, ampak imam pa kolega, ki mu pa blazno uspeva. Tako da tu je, potem tudi z begonijami sem imel ogromno težav.
pa so odmetavali liste, pa sem poskusil, zamenjal zemljo, dal Nič ni več pomagalo. sonca. Ne. In verjamem, da pač z določenimi rastlinami imaš močnejši bond, vzpostaviš kemijo, z določenimi pa pač ne. Te orhideje, so orhideje, Ja. ki ponavadi vsi dajo za darila, ne, v zemlji. Ja, Ne? ja. Mislim, da vedno vsi te orhideje, ko dobijo, ne vem, moja nona recimo, na rože enkrat cveti in je to. Pol ni več nič. Kaj je to problem v roži ali dejansko napačna skrb? Ne, zelo dobro vprašanje oziroma zelo dober pomislek. Jaz se blazno zavzemam k temu, da bi mi težili, da rastline niso potrošni material. Da ko dobimo, ne vem, božično zvezdo, ko dobimo orhidejo, da želiš, da ti drugič zacvetijo. Seveda, mi se moramo enega aspekta zavedati, da so rastline v zadnjih 100 letih postale blazno skomercializirane oziroma bistveno lažje dostopne kot, ne vem, 100 let nazaj. 150 let nazaj so bili falenopsisi pač samo zbirke nekih bogatih plemiških arboretumov Orhideje. in zasebnih zbirk. Falenopsis je ta. Okay. Medtem ko zdaj je pač to zelo dostopno, za 10 evrov ti dobiš to rastlino. Ne? In so ljudje bistveno manj cenijo to, ker včasih je bilo to tudi nesramno drago. Zdaj si jo pač lahko vsak dobi in kaj naredijo? Dobijo jo dajo nekomu v dar, cveti, neha cveteti in jo vržejo stran. Kaj je na primer trik pri orhideji je, da je tudi pogojeno z letnim časom in pa s temperaturo. Torej, orhideja, ki je nam odcvetela, porežemo te suha stebla in jo prestavimo v hladnejši prostor za nekje 14 dni, da jo v bistvu prelesičimo, začne cveteti ob nižji temperaturi in potem bo ponovno zacvetela. Get wrecked. Ja. Skratka, težimo k tem, da imaš rastlino dlje časa, ne, da jo zalivaš, da jo gnojiš in tako naprej. Pomaga, da se pogovarjaš z njimi? Mi verjameš ali pa ne, se nikoli ne. What? Ne, nekako imam psa, s katerim občasno rečem kakšno, a pa pri rastlinah pa ne, no moram reči, da tu pa, ja, ne. Jaz sem to slišal, da pomaga in sem začel malo z mojo. Jaz mislim, da škoditi ne more, ampak ja. Pa jaz mislim, da malo lepše cveti, če si z njo vsako noč malo tako, kje si rožiti. Mislim, da je to so na Mythbustersih enkrat drugače testirali. Ja, in je verjetno ja, zaradi ogljikovega dioksida, ne? Torej pravijo tudi, če negativno z rastlino komuniciraš, da se pozna. So pa definitivno živo bitje, ki med sabo komunicirajo. Kaj mi je izziv za prihodnje, je predvsem malo več proučevati, kolikor je pa pač to možno, tudi samo simbiozo med rastlinami kot takimi. Kako se deluje med sabo? Mi vemo, ne vem, kako komunicira drevo z glivami in podrastjem in tako naprej. Pri sobnih pa o tem vemo zelo malo, oziroma tudi redko kdaj vidiš, kje da bi ljudje v sobah, v svojih domovih skupaj zasajali rastline, da bi bil to nek nasad. Vrtiček. Ja, ne, lahko, da bi imel več rastlin skupaj v nekem koritu. Ja, in kako to deluje. Ampak kaj to se da? Zato, ker ni da ena rabi toliko vode, ena toliko vode. Ja, seveda daš pa isto skupino rastlinsko. Okay. Ne zdaj sukulente z neko vlagoljubno, ampak pač nekaj iz svojega, iz istega približno področja izhajanja. Kaj pa, zdaj sem spomnil, muholovka? Koliko je to še rastlina in koliko je to že proti živali? Ni to ful živo bitje. Ja, torej ta mesojedka varianta. Tako je, ja. Zelo malo, oziroma nikoli je nisem imel, nisem niti proučeval tega, ampak ja, to je tak mini rastlinska žival, ali kako bi to lahko. Je malo vlečena žival. Tak mali, ja, mislim, zelo special je. To so bile meni vedno ful fascinantne, ma vedno mi je bilo tudi ful strah. A res? Kaj to boli, če daš prstno odboli? Ne, to je kemijsko razgradi, ne? Ja, to je zelo nežno za nas.
Okay. Kaj bi lahko to imeli poleti za komarje? Jaz mislim, da jih glede na to, če gledam iz ljubljanskega aspekta, da jih ne poje tako hitro, kot jih je tam lahko. Klinc. Kaj, če si daš vse okrog okna, tako muholovke, namesto komarnika, da jih čopa? Lahko stestiraš, čeprav na obali verjetno jih imate za izvoz. Je kar, ja. Je kar. Da, je za provat. Kaj misliš, da bi rabili, da rastline bolj približamo vsakdanjim ljudem? Jaz mislim, da ne rabimo nič kaj hudo velik, nekoga, ki bo to pač sfinanciral, ker rastline postajajo. Mislim, če pogledaš ti Facebook strani, to imajo več 10,000 članov, ne vem, samo okrasne koprive kot take. Skratka, ljudje se ukvarjajo z rastlinami. Vedno znova postavim vprašanje, koliko ljudi poznaš, ki nima doma niti ene sobne rastline. No, klinc. Moji člani imajo skoraj vsi. No, torej vidiš, Slovenija ima eno zelo lepo lego, zelo lepo naravo, Slovenci imamo pregovorno zelene prste in ja, rastline so tu, mi moramo samo stvar spraviti v pravo formo in jo predstaviti širši javnosti. Super. Imaš na svet za vsakega, ki še nima rožice? Ja, da ne mal gre, ne vem, pogoogla, gre na Instagram in pregleda nekaj zelenih profilov, kaj se mu dopade, potem razišče in gre in si jo kupi in bo videl, da je to eden lepših hobijev. In poklič tebe, da mu zrihtaš. Eto. Zdaj pa gremo na naš najboljši del tega podcasta, ne najboljši, najljubši, no, da ne bomo tle koga užalili. Vprašanja, prej smo šli snemat, podcast smo dali vprašanja, da nas kaj vprašaste in zdaj so nas vprašali. Max Pikatepina, bi imeli punco, ki je 10 od 10 in je malo glupa, ali bi imeli 5 od 10 in je pametna? PS, obožujem podcast. Mi tudi tebe. Juraj, jaz vedno stojim za tem, da 10 je 10, tako da... Mislim, 10, ko lahko že jaz kaj poučim. Mislim, če ne zna 2 plus 2, eventi bomo imeli učne urce. Ne, bomo govorili, da je 3. Ja. Jaz moram isto. Torej 10 od 10 ali 5? Ja. Da je 5 in genij ali 10 in 10 in pač... No, malo manj genij. Malo manj genij. Ja, jaz bi se pa za 5 odločil. Res? Ja. Je Karakter, intelekt tist, ki bo ostal, ne? Lepota bo šla. To je zelo res. Potem, če se pa ne bom imel kaj z njo pogovarjati, bo kaj, če bo postala dementna? Šuš intelekt. To drugi izziv, bo pa to drugi izziv. Življenje. Že si priskrbiš vse? Ja, ne, jebem tiš. Dobro, gremo naprej. Jernej Kuni, manj se redko snemaš vprašanja. Ne, rabimo energijo. Drugače me zanima, če je kak kodica za burger, tako za zveste člane. Ma ja, tako, če se nasmeješ lepo, boš dobil še krompirček zraven. Ni skej. Teja Vižintin, kako bi svojim staršem povedali, da bojo postali nonoti? Postali boste nonoti. Hej, mama, tata. Nonoti. Ti imaš plan za otroke? Kaj če imam? Plan za otroke? Ne, nimam. Rožice s tvoji otroci? Zelo imam rad nečake, ampak mi to nekako zadostuje. 2-3 urce na teden in potem rečeš, imejte se lepo do nadaljnega. Tako da ja, to je verjetno velik izziv, ampak jaz mislim, da s tem, to je tako, ko pa povedati, da si diplomiral ali pa dobil službo. Ja, pač poveš. To so lepe stvari in jaz mislim, da ne bom imela težav. Tisto, koliko si stara ide. Ja, to pa tudi. No. Ja. Mislim, da rečeš, mami, pri 15 boš nono. Jaz komaj čakam, da bi bil nono. Moraš prvo dobiti punco, aha. Kaj si zdaj ti glasen, stari? Kaj si zdaj ti glasen, Mona? Jani Matjažič, koš člani, prvo, kako se danes počuti ste? Prej je napisal počutite. Počuti ste je napisal, lepo prosim. Počutim se dobro. Meni je ful lepo biti od zunaj naravi, meni manjka neka terasa, sem ugotovil doma. Tako da lahko... Čiliraš. Ja. Jaz pa teraso pa nisem nič zunaj.
Če bi mi prej rekla, da bomo glede na lokacijo zunaj, bi tudi jaz ne verjel, da je lahko v senci tako prijetno. Je res, da je lepo. Zelo je prijetno. Smo mislili, da bo bolj vroče. Jana Jaksič, na katero srednjo ste hodili? Na ekonomsko. Pomorska. Gimnazija. Bi si rekel, da si šel na kakšno agro? Ne, gimnazija Ravne na Koroškem. Zanimivo. Lea.n Koliko je teh vprašanj? 38, ta je še zadnje, se to je hitro, cak. Jure je najljubša hrana. Kaj prav Jure? Jure, najljubša hrana. To mi vpraša, Jure je najljubša hrana. Gremo po vrsti ti šmeker. Najljubša hrana. Kaj ti rad ješ? Torej, obožujem filane paprike. Vsakič, drugače ko so res dobre pridem po filane dolgem paprike. času domov, je to. Kot priloga kaj zraven? Samo kruh ali Ne, pire? pireček. Okay. Meni je mamin pastičo. Lazanja, pač od mame, recimo. Pastičo reče, ne? Ja, Pastičo, ja. pastičo se reče, drugače pašti. Ne, lazanja je pašt. Lazanja je v bistvu ta A govorite pašta. vidva italijansko? Ja. Ne, lazanja je pašta, tista pašta, Listna, ta da. pašta, no. Ja. Lazanja je to. Paštičo je cela jed, ne? Za na konec bi samo tako vprašal, se mi zdi, da rožice so ful velik del tvojega življenja, kot si rekel, ful velik hobi. Kaj delaš, ko ne delaš z rožicami? Nič. Se sprehajam psom, grem v fitness, skratka se najde. Se pa zadnjo leto kar intenzivno začel ukvarjati s post-crossingom. Kaj je to? Poznate to? Ne, torej, to je pač platforma, kjer ti pač si ustvariš profil in dobiš 7 naslovov ljudi po svetu in potem napišeš kartico. Žlednico. In s tem, ko pač napišeš, dobiš neko kodo, ki jo on potem na tej platformi registrira in ko se 7 teh, ki si jih poslal, registrira, dobi 7 drugih ljudi tvoj naslov in tako v bistvu si pišeš s celim svetom in moram reči, da je zelo tak prijeten zimski hobi, no, tako umirjeno in ful je lepo, ko dobiš, ne vem, z Finske, iz Latvije, iz Kalifornije, Kaj pa si skratka pišeš po svetu. Ne, zelo preprosto, ne vem, vsak, kar želi, napišeš, ne vem, kaj si počel, kaj boš počel, ne vem, razglednico, zelo pišem pač razglednice iz Ljubljane, ne, pa pač, če poznajo Ljubljano in tako, in potem ti oni odgovorijo. Nice. Koliko časa pa to rabi, da prije nazaj ponovadi? Zelo odvisno. So kakšne razglednice, v Rusijo je moja, vem, da hodila tudi do 3 tedne, včasih me kaj preseneti, da je v enem tednu, skratka zelo odvisno. No, dobro, en teden, 3 teden, to je kar aktivno. Ja, dosti. Hudo. No, super. Hvala za tvoj čas. Hvala, da si bil danes z nami. Upamo, da ti je bilo všeč. Jure, Napišite kakšno kartico iz morja. bomo ti poslali kaj. Hvala za rožo, boš rekel, to je tvoja. Hvala Meni je za moja rožo. dal. Hvala, ni kaj, jaz ti pa rečem, oziroma ti polagam na dušo, da ne pozabi na rože in bodite Dej šalt njel, odkje se to nabavi? v vseh mladinskih knjigah. Ola, mladinske knjige. Ali MK online spletna trgovina. No, preden gremo še en shout-out za najboljšega barberja na obali Barberjana in imamo pol El Toro Steakhouse, kamor gremo zdaj na kosilo. En člani Burger. In še Anja Masaže, ki nas masira. Hvala. Se vidimo. Like, share, subscribe. Čau, čau.